GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je na novinarski konferenci z naslovom Hrana, prehrana in potrošnik predstavila poročilo o napredku projekta Zaveza odgovornosti v praksi z izpostavitvijo aktivnosti sektorja brezalkoholnih pijač in mlekarstva. Na dogodku so govornice izpostavile: Kot smo že lani na tiskovni konferenci poudarjali, ne more doseči sama. In tudi namen naše tiskovne konference je pravzaprav ozaveščanje potrošnika. Pa ne samo potrošnika direktno, ampak tudi vseh javnih ustanov, šol in drugih, ki recimo naslavljajo ali pa ki vzgajajo, predvsem, ko je potrošnik v najbolj občutljivi mladostni fazi, ker brez tega ne bomo mogli doseči teh učinkov oziroma tega cilja, da se potrošnik do temu spremenjenim izdelkom prilagodil in jih sprejel, da bodo v resnici potem tudi uporabljal in da bo potem segal po drugih konkurenčnih proizvodih, ki ne bojo sledili tem trendom zmanjševanja sladkorja, maščob, soli. Današnji decembrski dan je posvečen pregledu naših aktivnosti na področju, prehranske politike. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij skupaj s člani je izredno aktivna tudi na tem področju. Vsekakor pa naše ogrodje dela tvorijo tri pomembna področja. Najprej seveda so naši zavezniki, podjetja, ki so podpisala zaveze odgovornosti. Nadalje je za nas pomemben program Preživi. To je pravzaprav prvovrstno priznanje s strani Ministrstva za zdravje, da smo kompetentna organizacija, ki lahko deluje tudi na področju prehranske politike. Tretji okvir pa nam določa SRIP, se pravi Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Hrana, kjer v 5. stebru povezujemo hrano, zdravje in pa potrošnika. Glavni dosežek je že to, da je zaveza odgovornosti iz sektorja brezalkoholnih pijač prerasla na sektor mlekarstva. Zelo konkretno listina je podpisana, zaveze so znane, cilji ravno tako opredeljeni. Pomembno je pa, da se ta dobra praksa tudi že prenaša na sektor pekarstva. Naš cilj na Zbornici kmetijskih živilskih podjetij pa je, da dejansko v prihodnjem letu že govorimo lahko o krovnih zavezah živilsko-predelovalne industrije. S temi zavezami želimo potrošniku dati izbiro in omogočiti živila z izboljšano sestavo, da ima možnost izbire in tako mislim, da bo osveščen potrošnik lažje izbiral živila za zdrav življenjski slog. Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje ima slogan Dober tek Slovenija, poteka številne aktivnosti, preko 170 jih je in tudi različna prednostna področja. In v povezavi z zavezami odgovornosti živilsko-predelovalne industrije je zelo pomembno prednostno področje izboljšati ponudbo zdravju naklonjenih oziroma zdravju koristnih živil. Seveda je pomembno, da se tem začetkom, ki jih je živilsko-predelovalna industrija začela, pridružijo tudi drugi, kajti le na ta način bomo ustvarjali okolja, kjer bo ponudba zdravju in koristnih živil bolj dostopna.